sekundo in 26 stotink. Zdaj bomo videli najboljših 5 iz prve vožnje. Aleksij Panturo, zmagovalec Venkina v nedeljo, Patrick Doktor in omenjeni trije, ki bodo končali ta slalom. In smo prišli do Slovencev. Žal se bo že tretje leto zapored zgodilo, da naši slalomisti v Kitzbühelu ne bodo osvojili točk. Valenčič je hitro odstopil, Skube pa je sicer prišel do cilja, a je bil za 30-terico krepko prepočasen. Toliko za uvod, zdaj pa se lahko posvetimo tej nočni preizkušnji, ki jo bo z nami spremljal Matjaž Bartolomej. Nenavadno, kaj ne, Matjaž, kancleren obsijan z reflektorji. Ja, drži, sploh v tej zgodbi Kitzbühela klasičnega. Je pa res, da so tu že v 50 letih vozili nočno tekmo, sicer ne tako dobro osvetljena, kot bo danes. Ta druga vožnja, izjemna svetloba, tudi sneženje se je nekoliko umirilo in pričakujeva zelo napeto tekmo. 200 000 evrov so porabili v Kitzbühelu za to premično razsvetljavo, ki se je z današnjim slalomom zagotovo izplačala. Marcel Hirscher v prvi vožnji so imeli tekmovalci veliko težav s snežinkami, ki so se lepile na očala. Ja, padal je zelo moker sneg, sicer ni ga padlo toliko, kot so napovedali. Zelo je bilo v planu nekje 20 cm. Snežna odeja ni tako debela, res pa je, da se je tudi od tam številke 10-12 naprej sneženje kar okrepilo in mnogi fantje so imeli izjemno slabe razmere, vidljivostne. Kot si prej omenjal Švicarja Ernija, pri njemu je bilo nekoliko bolje, a kljub temu je smučal, dobro se najbolje znašel v teh razmerah in kar nekoliko presenetil. Tako da v drugo pričakujemo, kar se tega tiče, boljšo svetlobo, kajti ti reflektorji bodo sicer metali v nekaterih delih malo sence, vendar to je senca, ki dodatno povzroča kontrast in tekmovalci bodo nedvomno bolje kot v prvi vožnji. Tu je proga, poglejte zdaj, z desne strani gre zdaj smuk v spodnji del smuka, levo prelomnica Hausberg, ki pa ni dovolj utrjena, da bi jutri fantje tu vozili smuk. Takole pa z reflektorji obsijan zgleda Gansleren, težek teren. Matjaž, ves čas, če se ne motim, zadeva nekoliko visi v levo. Zelo razgiban teren, ogromno prelomnic, nekje vmes manjša, krajša strmina, okoliko 72 odstotkov. Sicer pa visi, to se pravi večji del srednjega dela, zelo v levo, zelo pomembni, težki desni zavoji in tudi spektakularen ciljni